Torej, naše formalno ime je Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre. Potem smo se nekako razvili blagovno znamko Zemlja in morje, pod katero se tržimo. Povezujemo pa lokalne istrske ekološke kmete, torej smo zelo pestri, od vinarjev, olkarjev, zelenjadarjev, sadjarjev, hkrati pa imamo tudi ekološkega školjkarja. Glavna prednost je v bistvu jih je več. Sigurno ena ta, da lahko skupaj nastopimo na trgu, s tem si razbremenimo, zmanjšamo stroške na ravni posameznih kmetij. Potem seveda hkrati lahko konkuriramo na neka nepovratna sredstva za razvoj zadruge, za opremo, ki potem lahko tudi koristi članom oziroma kmetom. Hkrati seveda, kar je ena pomembna stvar tudi socialnega vidika, da se družimo, se pogovarjamo, imamo neka skupna srečanja, skupne dogodke. To je tudi zelo pomembno, ker kmetijstvo je lahko zelo osamljena dejavnost oziroma je lahko zelo tudi monotono, posebej če sam delaš, in tako da v bistvu tudi ta socialni vidik je pomemben. Ja, kot mali turistični ponudnik gotovo si nekje izgubljen v vesolju, če se ne povezuješ. Že sam naš koncept uvaja medgeneracijsko sodelovanje. Ti si bolj zanimiv, če sodeluješ kot družina, če v svoje delo in pravzaprav si v to tudi prisiljen, ker ne moreš vsega sam. Tako starše, ki pomagajo pri kakšnih priboljških, spečejo štrudel, recimo, uredijo vrt, kot pri otrocih, ki dajo neko drugo dimenzijo, neko življenje v hišo. Potem pa je tudi seveda tudi tisto povezovanje z ostalimi turističnimi ponudniki, ker treba je tržiti celostno storitev. Ne samo, nihče ne gre na dopust nekam, ker je hiša lepa. To je tisti dodatek. Hišo bo na koncu zbral. Najprej ga bo zanimala ponudba storitev, ponudba dobre hrane. In zato tudi na sami spletni strani moraš vse te komponente vnesti. In hkrati seveda že vnaprej se dogovoriti mogoče za neke paketne storitve, za neke inovativne ponudbe, ki so mičkeno drugačne. Tako da sodelovanje je ključno. Vsekakor, kar se tiče samih vinarjev, vinarji smo med seboj povezani, sploh ko se gre za tuje trge, tam nastopamo res kot slovenski vinarji, ne glede od kje prihajamo, kajti kot je bilo že večkrat pomenjeno, ko si v svetu, še Slovenija mogoče kdaj ne zna pozicionirati, kaj šele, kje so Brda, kje je Kras, kje je Štajerska, kje je Dolenjska. Zato je pomembno, da se tudi ustvarja neka vinska destinacija, slovenska vinska destinacija, da ljudje vejo, da v Sloveniji imamo vina, recimo. In tudi, da je Slovenija lepa, zelena destinacija. Vse to je zelo pomembno, da se čim večkrat govori in zato so tudi pomembne turistične agencije, vse ti zavodi, da promovirajo to naše lepote, naše dobrote in kulinariko našo. Ukrep sodelovanja v bistvu obsega 4 podukrepe, in sicer podukrep 16.4, 16.2, 16.9 in 16.5. Ukrep je v bistvu namenjen vzpostavitvi partnerstev med kmetijskimi organizacijami, med raziskovalci in pa med kmetijskimi svetovalci. To je v primeru podukrepa 16.2 in 16.5. Pri podukrepu 16.4 pa 16.2 gre pa pravzaprav za povezovanje na lokalni ravni. Pri podukrepu 16.4 gre za kratke lokalne dobavne verige, pri 16.9 pa za diversifikacijo kmetijskih dejavnosti. Torej, v bistvu gre v obeh primerih sicer za partnerstvo, ampak za vključitev različnih akterjev. V primeru podukrepa 16.9 gre za vključitev kmetij in pa recimo socialnih podjetij oziroma podjetij, ki se ukvarjajo z nego na domu ali pa z socialno oskrbo, zdravstveno oskrbo. Pri 16.4, pri kratkih dobavnih lokalnih verigah gre pa za povezovanje med kmeti in pa enim posrednikom med tem kmetom, ki potem v bistvu spostavijo skupno partnerstvo za lažjo prodajo kmetijskih izdelkov in pridelkov na trgu.